Pred potrditvijo mandatov v državnem zboru so se izvoljeni poslanci stranke Mira Cerarja srečali na velikem gala spoznavnem večeru, ki prav ta čas poteka v intimnem ambientu trojanskega konja z ročaji. Vključujemo se v neposredni prenos. Kako je to zanimivo in kakšno naključje. Čisto mogoče je, da sva se kje že srečala in čisto mogoče, da celo pred kratkim. A jaz se tega čisto nič ne spomnim, gospod. Ste opazili, jaz imam nov obraz. Še čisto neobrabljen. Moj obraz je strokovn, a je tudi moder, draga gospa. S politiko se ne ukvarjam, razen če je modra. Kakšno čudno naključje. Tudi jaz imam nov obraz, še čisto neobrabljen. Tudi moj obraz je strokoven, pa tudi moder, dragi gospod. In tudi jaz se s politiko ne ukvarjam, razen če je modra, dragi gospod. Kako je to zanimivo, kakšno čudno naključje. Mogoče sva pa v isti stranki, draga gospa. Kako je to čudno in kako je to čisto mogoče, dragi gospod. To je bilo naše neposredno javljanje z prizorišča velikega gala spoznavnega večera poslancev stranke Mira Cerarja. Vodstvo stranke računa, da se bodo njeni poslanci do 1. avgusta, ko je predvideno izkrcanje v parlamentu, med seboj vsaj za silo spoznali. Premierka v odstopu Alenka Bratušek pa ima medtem druge skrbi. Njenemu zavezništvu se je sicer za mišjo dlako uspelo prebiti v parlament, a Alenka Bratušek je prepričana, da bi bilo škoda, če bi Alenka Bratušek, ki kot vemo zna in zmore marsikaj, gnila v parlamentu. Mnogo raje bi se videla v vlogi evropske komisarke, ovenčane z vencem evropskih zvezd. Na kožo ji je pisano zlasti mesto komisarke za proračun, saj je že doma dokazala, da je nekaj malega časa vse, kar potrebuje za totalno dezinfekcijo državne blagajne. Žal so v Bruslju za njeno ponujanje očitno gluhi, med člani svoje vlade pa nenadoma tudi nima več kake enotne podpore. Lahko se zgodi, da bi izvisela, a nič za to. Prodorni opazovalci dogajanja so na družbenem omrežju Twitter že razkrili, da ima Alenka Bratušek poleg plana A pripravljen tudi plan B. Glede na dobre zveze, ki jih menda ima v Vatikanu, bi se lahko potegovala tudi za mesto kardinala. Zakaj pa ne? Rdeča ji paše. Bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa, trionferà. E viva la pace e libertà. Še novica za upokojence, ki jih zanima, kdaj lahko pričakujejo izplačilo regresa, ki jim ga je obljubil predsednik Desusa Karl Erjavec. Glede na katastrofalno stanje proračuna, ki ga zapušča vlada Alenke Bratušek v odhajanju, je njena vlada sklenila. Upokojenci so letos že dobili obljubo regresa, to jim mora zadoščati. Poznavalci političnih razmer trdijo, da se slovenskim gradbincem obetajo boljši časi. Gradbeni stroji bodo spet veselo zabrneli.
Po izjemni volilni zmagi stranke Mira Cerarja lahko namreč v kratkem pričakujemo začetek izgradnje podzemnega rova v Murgljah, ki bo povezoval domovanje ministerskega predsednika z glavnim štabom.